zvezi z izglasovanim vetom Državnega sveta na zakon o javnih naročilih 3 bi rad izpostavil 3 zelo pomembna gledišča. Prvo je, da je Državni svet v preteklosti imel 2 zelo kakovostna posveta v zvezi z javnim naročanjem. Zraven tega je v Državnem svetu na pristojnih komisijah zakon bil obravnavan in ves čas so bile izpostavljene iste oziroma podobne pomanjkljivosti tega zakona in nakazane ustrezne rešitve, da se bi zakon v času zakonodajne procedure lahko izboljšalo. Torej, te objektivni prispevek Državnega sveta k izboljšavi zakona ni bil izkoriščen. Drugi aspekt, ki bi ga rad predstavil, je, da je v Državnem svetu prišlo do poenotenja stališč zelo različnih interesov. Govorim o interesu delodajalcev, interesu delojemalcev, interesu lokalnih skupnosti. Vsi smo si bili namreč edini, da gre za izjemno pomemben sistemski zakon, ki v veliki meri določa, kako se bo porabljal javni denar, in če ta zakon ni ustrezno pripravljen in ne omogoča dovolj kakovostnih rešitev, da bo Republika Slovenija za 2,7 milijarde evrov, kolikor gre skozi javna naročila, na nek način prikrajšana. Torej, poenotenje stališč tako različnih interesnih skupin pomeni, da zakon ima resne pomanjkljivosti in da bi mnenje Državnega sveta morali upoštevati. No in tretji aspekt je aspekt sodelovanja med Državnim svetom in Državnim zborom, ki bi ga rad izpostavil. To pa je, da je Državni svet odigral svojo vlogo izjemno korektno, kot sem že omenil, skozi 2 javni razpravi, skozi sodelovanje v proceduri sprejemanja zakona in ne nazadnje, če bi imeli 4. branje zakona, bi Državni svet lahko amandmiral samo določene člene tega zakona, tako smo bili pa prisiljeni vložiti veto na celoten zakon. Torej, škarje in platno so v rokah Državnega zbora, zakon je oziroma sam poslovnik Državnega zbora je možno spremeniti, vsekakor pa nekako na nek način predlagam predstavnikom Državnega zbora, da mnenje Državnega sveta oziroma doprinos svetnikov izkoristijo na boljši način, kot so ga izkoriščali do zdaj, in da Državni svet ne jemljejo kot neko konkurenco v procesu odločanja, pač pa zgolj kot posvetovalni organ.